Pozdravljeni. Danes se bomo ustavili pri dveh odločitvah razsodnikov na veliki nagradi Kanade. In čeprav se bodo ti dve odločitvi lahko zdeli marsikomu rahlo sporni, bomo videli, da sta v resnici še kako argumentirani in konec koncev tudi pravilni. Danes se bomo ustavili ob dveh epizodah iz zaključne faze velike nagrade Kanade. Pri obeh so posredovali razsodniki in verjetno marsikateremu navdušencu sploh ni jasno, zakaj je prišlo do takšnih odločitev. Govorimo seveda o incidentu Landa Norrisa ter Oskarja Piastrija na eni strani in takoj zatem o tistem dogodku, kjer je Max Verstappen za trenutek prehitel Georgea Russella in so pri Red Bullu vložili uradni protest. A začnimo na samem začetku. Verjetno ste vsi opazili, kako je Lando Norris skušal prehiteti Oskarja Piastrija, enostavno tam, kjer ni bilo prostora, kot nam kažejo fotografije, in kjer je bil na zunanji strani, namreč prvi ovinek po štartno-ciljni ravnini na progi Gilles Villeneuva je v desno, in če je bil v tistem trenutku Lando Norris na levi strani, kljub dobri volji ne bi prišel mimo. Se spomnimo, nekaj metrov pred tem je Lando Norris že za trenutek prišel mimo Oskarja Piastrija, ampak zadnja šikana je zopet desno-levo, in ker je bil na notranji strani Oskar Piastri, je takoj v zaviranju mesto nazaj. A jasno je, da Lando Norris je napravil napako, da je bila krivda za trk njegova, in razsodniki so določili 5 sekund kazni brez kazenskih točk. In nekateri izmed vas boste upravičeno dejali, kako brez kazenskih točk, saj smo v podobnih primerih v preteklosti videli, da so določili 1, 2 ali mogoče 3 kazenske točke. Treba je povedati, da v tem primeru je bil seveda v celoti kriv Lando Norris, ampak tudi tisti, ki jo je edini skupil, je bil Lando Norris. Oscar Piastri v celotnem incidentu sploh ni bil poškodovan. In zato moramo to epizodo primerjati z podobnim dogodkom iz preteklosti. In preden bo kdo dejal, ne bomo šli v daljna 80. ali 70., bi vas rad opozoril, da se je nekaj podobnega zgodilo letos. Trk med Pierrom Gaslyjem in Yukijem Tsunodo na veliki nagradi Monaka v letošnji sezoni, torej le nekaj tednov nazaj. Da je bil Pierre Gasly edini krivec za tisti trk, mislim, da je jasno vsem nam. In razsodniki so seveda določili tako, da je Pierre Gasly dobil ukor in nobene kazenske točke. Torej, v primeru Kanade je Lando Norris dobil višjo kazen kot Pierre Gasly. In zakaj so mu čas dobesedno prišteli tistemu, ki ga je, recimo temu, dosegel na koncu dirke? Enostavno zato, ker so sledili pravilniku. Lando Norris je odvozil več kot 90% razdalje dirke, in čeprav jo ni končal, je bil še zmeraj uvrščen na lestvici. In tu praktično ni mogoče te kazni, na primer, pretvoriti v kazenska štartna mesta na naslednji dirki. Ukolikor kazni ne bi odslužil,
je seveda tudi ta varianta možna, ampak kot ste razumeli, tu je bilo vse skladno z pravili. A pojdimo na naš drugi primer, kjer smo videli, da so se po dirki pri Red Bullu pritožili nad po njihovem nevarno vožnjo za varnostnim avtomobilom Georgea Russella. Jasna nam je epizoda. Namreč George Russell kot vodilni je vozil za varnostnim avtomobilom v tistem mašinalnem delu dirke. In kot mnogokrat poprej je tudi držal v temperaturi zavore. In v nekem trenutku je Max Verstappen ga enostavno prehitel, ker ga je George Russell s svojim zviranjem enostavno presenetil. In pri Red Bullu so vložili pritožbo, ker so mislili, da je George Russell namenoma hotel škodovati Maxu Verstappenu, da mu ni bilo potrebno ogrevati zavor, saj je vedel, da bo se dirka zaključila v režimu varnostnega avtomobila. In treba je dodati, da so omenili kršitev 55. člena 5. točke športnega pravilnika Formule 1. In tu, preden začnemo z razglabljanjem, je treba najprej ogledati 55. člen 5. točko športnega pravilnika Formule 1, kjer je jasno zapisano, da voznik ne sme voziti nevarno, nepredvidljivo za varnostnim avtomobilom, ampak zviranje ni omenjeno niti z besedo. A jasno tudi je, da se je George Russell držal tiste predpisane razdalje in da je tudi signaliziral varnostnemu avtomobilu, naj vozi že enkrat hitreje. Pri Red Bullu so poudarili, kako je George Russell celo pogledal v vzvratno ogledalo, preden se je zgodil tisti incident, ko ga je za trenutek Max Verstappen prehitel. Ampak po drugi strani je tudi George Russell nekako pogledal, da nima nikogar za seboj, ko je začel ogrevati zavore, kar je v njegovi pravici. In sedaj tisto, imenujemo ga sporno radijsko sporočilo, ko je George Russell povedal, da ga je Max Verstappen prehitel. Mi na televiziji smo seveda to sporočilo slišali z nekaj minutnim zamikom, medtem ko je George Russell takoj povedal, da je Max šel pred njega, ampak se je tudi takoj vrnil nazaj. Podobno kot v primeru, če mi je dovoljeno dodati, ko voznik izven proge dobi neko nedovoljeno prednost. Seveda, takoj je vrnil odvzeto in tu razsodniki sploh niso začeli preiskave. Razumljivo bi mi bilo, da bi se Red Bull pritožil, če bi bil Max kaznovan zaradi tistega manevra. Ampak Red Bull se je pritožil nad ravnanjem Russella, ki je spravilo v zmoto Maxa, ki zaradi te, imenujemo jo napake, sploh ni bil kaznovan. In kaj bi lahko iz tega sklepali? Prvič, da so pri Red Bullu poizkušali, namreč, če bi jim uspelo, bi dirko za veliko nagrado Kanade lahko celo zmagali. In drugič, da obstaja neko, imenujemo ga zdravo rivalstvo med Red Bullom in Mercedesom, kjer si Toto Wolff in Christian Horner neprestano nagajata. Ampak treba je povedati, da z takšnimi pritožbami Red Bull izgublja tudi kavcijo, ki jo mora položiti. A treba je tu poudariti nekaj, da tudi v tem primeru so komisarji odločili pravilno in zavrnili protest kot neutemeljen. Pri Red Bullu niso imeli niti enega argumenta, s katerim bi lahko Georgea Russella obsodili, imenujemo jo nevarne vožnje. In treba se zavedati, da praktično v takšnih primerih so se tudi komisarji
čisto pravilno odločili, čeprav je trajalo kar nekaj časa. Namreč preveriti so morali dobesedno vse. In podobno v tistem prejšnjem primeru, ko je bil Lando Norris kaznovan celo malce strožje kot v podobnem primeru. A težava je v tem, da mnogi, imenujemo jih poznavalci, mnogi analitiki niso zbrali za primerjavo primernega incidenta. Namreč, kolikor bi primerjali incidente, naprimer v kakšnih drugih okoliščinah, bi lahko prišli do zaključka, da si je Lando Norris zaslužil tudi kazenske točke, ampak v tem primeru je to tako, kot če bi v isti koš stavili hruške in jabolka. Če primerjamo incident s tistim, ki se je zgodil v Monaku, ki je primerljiv, pa vidimo, da je vse v najlepšem redu. Zato tudi takšna razlaga, kot je vidimo danes, lahko razblini marsikateri dvom. Kot običajno, za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.